Pogodbe v gradbeništvu so tiste, ki natančno določajo obveznosti tako naročnika kot izvajalca v gradbeništvu in njihov pomen je tako za naročnika kot za izvajalce in vse njegove dobavitelje in podizvajalce izjemnega pomena. V Sloveniji smo na tem področju v zadnjem desetletju in več prišli na področje, kjer ugotavljamo, da so te pogodbe izjemno neuravnotežene, da so neskladne z svetovnimi standardi, ob tem, da smo opustili standarde, ki smo jih postavili še v prejšnjem sistemu. To povzroča v panogi izjemne težave v delovanju celotne gradbene verige. Gre za to, da se s tem načinom, ki smo ga vzpostavili v Sloveniji, vzpostavlja visoka stopnja nezaupanja med podjetji in to vpliva na učinkovito in tudi na kvalitetno izvedbo samih projektov. Tudi za investitorje to ni dobra rešitev, namreč investitor rabi zanesljivega izvajalca, rabi dobro sodelujoče ekipe, ki delajo na objektih in to je pogoj tudi, da potem so objekti narejeni skladno z pričakovanji. V gradbenih projektih poleg izvajalcev sodelujejo tudi še investitorji in nadzor in to so tudi tisti, ki morajo biti vključeni v te pogodbene razmerja tako, da svoje delo lahko opravijo skladno s pravili stroke. Zato si prizadevamo na zbornici, da te pogodbena razmerja čim prej spravimo v okvire, kot jih narekujejo strokovni standardi doma in v tujini. Gradbena pogodba je specifična podjemna pogodba. Gre za to, da se tekom prakse lahko zaradi različnih nepredvidenih okoliščin zgodi eno vrsto dogodkov, ki jih vnaprej pogodbeni stranki nista predvidele. Zato v praksi zelo pogosto naletimo na različne težave, sporna določila, različne tendence, da bi tekom gradnje kakšno zadevo uredili drugače in posledično prihaja tudi do tendenc katerekoli pogodbene stranke, običajno so to naročniki, da v gradbeno pogodbo vgrajujejo različne inštrumente ali pa institute, ki so v eksplicitno korist ene od strank in v izrazito škodo druge stranke. To so tako imenovane sporne določbe v gradbeni pogodbi, ki jih pa na žalost v zadnjem času v Sloveniji opažamo izredno pogosto. To so recimo določbe v zvezi z prenosom vseh tveganj iz projektanta na gradbenega izvajalca, določbe v zvezi z oblikovanjem cene, kjer se vsa tveganja v povezavi s ceno prenesejo na izvajalca in podobno. V Sloveniji imamo, kot rečeno, zelo veliko. Zakaj je temu tako? Jaz ocenjujem, da gre za neko stanje, ki je nastalo po tem, ko je gradbeništvo prišlo v nekakšno krizo. Namreč naročniki želijo, da bi se čim bolj izognili vsem tveganjem, ki jih gradbena pogodba za sabo prinese in posledica so te sporne določbe. Vendar pa je vseeno treba opozoriti, da gradbena pogodba je tako zelo raznolika in tako detaljna. To je toliko obsežen pravni posel, da se je vseh tveganj povsem nemogoče izogniti. Torej, dejstvo je, da gradben posel za sabo prinese določena tveganja in dobro bi bilo, da se tega tudi zavedamo. Pravite, da opažate, da je čedalje več prijav nadzornikov na inženirsko zbornico in čedalje več kaznivih ovadb, tako strani izvajalca kot strani naročnika. Kaj menite, da je vzrok tem prijavam? Ta kriza v gradbeništvu je dosegla to, da je čedalje več nezadovoljnih udeležencev pri gradnji. Ni investicij, ni prave strokovnosti, nizke cene in vse to se nekako lomi na nadzoru in zato po eni strani naročnik in izvajalec, ki sta nezadovoljna, to stvar prenašata na nadzor. V svojem prispevku izpostavljate različne vrste protipravnih določb v gradbenih pogodbah. Pri tem ugotavljate, da naročniki v postopkih javnega naročanja ponudnikom vsiljujejo klavzulo, ki se kljub protipravnosti po inerciji uporablja v praksi. Kje vidite možnost, da bi se takšna praksa čim hitreje odpravila? Prva možnost je gotovo osveščanje naročnikov, se pravi seznanjanje naročnikov s potencialno protipravnimi klavzulami in na ta način poskusiti jih prepričati, da bi se takim klavzulam v bodoče odrekli. Druga možnost, ki je pa bolj možnost na daljši rok, je pa seveda sodno uveljavljanje protipravnosti tovrstnih klavzul. To pa terja precejšen angažma izvajalca. Tudi časovno je zahtevno, ker sodni postopki ali arbitražni pri nas vseeno kar nekaj časa trajajo.
Bi pa seveda takšna sodna praksa pomenila dosti bolj učinkovit način od tistega prvega. Vsak ima svoje prednosti in slabosti in mislim, da je prav, da se zavzemamo za oba. Izvajalci in seveda tudi Zbornica za gradbeništvo in industrija gradbenega materiala pri GZS ugotavljajo, da so gradbene pogodbe v praksi izjemno neuravnotežene v korist naročnika in škodo izvajalca in daleč od praks, ki jih narekuje stroka ali celo zakoni. Ugotavljajo, da in pri tem ni niti pomembno, ali se v njih omenja FIDIK ali ne. Glede na vaše dolgoletne izkušnje na področju gradbenih pogodb, nas zanima, kako ocenjujete stanje na tem področju v Sloveniji. Investicijske pogodbe so tipične pogodbe porazdelitev rizikov med naročnikom in izvajalcem. Torej, ta porazdelitev mora biti poštena, mora biti fair. In šele takrat lahko govorimo o ravnotežnosti neke pogodbe. To se da včasih sanirati potem skozi sodni ali arbitražni postopek, ker določene klavzule, ki so ali nerazumne ali so preostre za eno izmed strank, se štejejo kot nezapisane. In v tem smislu je vprašanje sigurno bilo zelo umestno in praksa to, kar me sprašujejo, tudi potrjuje. Res je tudi, da ni pomembno, ali gre tukaj za FIDIK pogodbe ali druge, kajti tudi FIDIK pogodbe se z raznimi dopolnitvami, ki jih ponajvečkrat siljujejo naročniki, pokažejo kot nekonsistentne. Kaj menite vi, kolikšen je vpliv na takšno stanje ima tudi prevladujoča oblika pravnega varstva v teh pogodbah, to so slovenska sodišča? Jaz bi tukaj najprej ločil vprašanje dela sodišč od naše zakonodaje. Vsem je znano, da imamo mi posebno tolmačene klavzule ključ v roke in je to nekaj drugega, kot je lahko v tujini. To je že en takšen aspekt, ki ga je treba pri pogodbah upoštevati in kolikor se le da neutralizirati. Tudi skozi sodno prakso. Sodna praksa, po moji oceni, je pač takšna, kakršna lahko v naših razmerah. Jaz jo ne bi posebej kritiziral, ker menim, da tudi tisti, ki sodelujejo pri pogodbah, ne naredijo vsega, kar bi morali. In če gre za večje projekte, so te pogodbe, ki so rezultat timskega dela. Recimo, da tu sodelujeta pri sami pogodbi, pri pripravi pogodbe, recimo 2 tehnika, ekonomist, obvezno finančnik in pa recimo 2 pravnika. To se pravi, mi moramo tudi v tako imenovani fazi nastajanja pogodbe vedeti, da se lahko potem to eskalira v spor in v neko slabo rešitev. Katere institute zavarovanja za naročnika gradenj bi bilo poleg bančne garancije smiselno v slovenskem okolju bolj pogosto uporabljati? Kateri bi bili po vašem mnenju, glede na razmere na našem trgu, mogoče optimalen za izvajalce? Odgovor na to vprašanje je večplasten. Po eni strani je bančna garancija gotovo najbolj varen inštitut zavarovanja naročnika, je pa po drugi strani tudi drag inštitut. Poleg tega je treba izkazati določeno boniteto, tudi določeno premoženje v bistvu zastaviti za regresne zahtevke banke, vkolikor bi jih pač imela, če bi bila bančna garancija unovčena. Tako da v bistvu je tukaj tudi nekaj slabih lastnosti, ki jih mogoče vsak poslovni odnos ne premore. Z tega razloga bi bilo pametno v bistvu kombinirati zavarovanja, tudi v bistvu jih prilagoditi glede na zahtevnost projekta, glede na v bistvu obseg del in tako naprej. In se mogoče poslužiti tudi cenejših zavarovanj, kot so recimo izvršnica, ki je dosti nov inštitut. Tukaj bo treba seveda najprej razčistiti, ali je to res izvršilni naslov, kot v zakonu piše, sicer decidirano, v bistvu pa se tukaj porajajo različna vprašanja v zvezi s tem. Če bi to bil izvršilni naslov, je to kar močen adut za naročnika, poleg tega nič ne stane. Je pa res, da tukaj tretja oseba ne jamči za obveznosti.
Se pravi, v primeru bančne garancije ali pa zavarovalniške garancije, je nekdo tretji, ki se zavezuje, da bo plačal, ukolikor prije do primera, ki upravičuje unovčitev. In to tudi pomeni, da v primeru stečaja dolžnika se pač naročnik ravno tako lahko poplača. Tako da v bistvu to vprašanje je kar zahtevno, odvisno je od primera do primera, je pa jasno, da bančna garancija, ukolikor jo uspejo izposlovati, pa ukolikor to prenese, rekel, strošek, pa sam projekt, je sigurno pač najbolj varen način zavarovanja za naročnika. How do you estimate the contracting practices in the construction industry in the new EU countries in comparison with the old member states? First of all, it's clear that EU-widely, every procurement process is subject to the same rules because there is a EU-wide procurement law which must be applied in each and every country. But there are certain countries which do a little bit more than expected. Austria in particular is one of these countries which blows up the procurement law, which makes it much more complicated. I think there is, according to the procurement law, not a very big difference in this in the old and new countries. Where is the big difference? These are the contractual provisions. Because in the old EU countries they have tested and settled a set of contract rules. Everyone in the market knows these rules. They have been through all instances of courts. So there is a much higher amount of legal certainty in these countries. In the new countries, in new EU members, very often FIDIC contracts are used, and then they are heavily amended to the disadvantage of both parties, in particular unfairly to the disadvantage of the contractor. And this is a reason where the institution I'm representing, European International Contractors, tries to implement fair and reasonable and balanced contract conditions. Where do you see the reasons for such a large unbalance of these contracts between contracting authorities and contractors to the disadvantage of the contractors? First of all, the main reason is there are a lot of budgetary restraints in these new countries. The money mainly comes from EU funds or from external funding, and the financiers of this project they want to keep a certain control over the budget. The second point is that the representatives of these authorities, they don't want to make any decisions. So they try to shift all risk as possible to the contractors and not to come into the situation where they have to make a decision, because decision making puts themselves under responsibility. This is my point of view the main reasons. Pravite, da je znesek za zavarovanje odgovornosti udeležencev pri gradbenih projektih, ki ga določa ZGO, minimalen in dostikrat ne pomeni zadostnega zavarovanja. Prav tako navajate, da višino zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti težko opredeliti, saj na opredelitev vsote vpliva več dejavnikov. Katerem po vašem mnenju so? Dejstvo je to, da gradbeni projekti niso vsi enaki med sabo. Dejansko imamo vsak gradben projekt je svoj. Če ni že različna gradnja, je pa pač lokacija, v katerem ta objekt potem stoji oziroma v katerem se izvaja, je drugačna. Kar pomeni, da če si predstavljamo, da gradimo večstanovanjski objekt nekje na samem, je dejansko ta večstanovanjski objekt ne pomeni takega rizika za odgovornostno škodo, lahko kot pa recimo objekt, ki je zgrajen oziroma se gradi nekje v strnjenem naselju. Recimo objekt na samem nima okoliških objektov, na katere bi lahko ta objekt v bistvu, če bi se med gradnjo porušil, bi lahko na te objekte padel. Nekje v strnjenem naselju pa je večja verjetnost za nastanek take škode. Zaradi tega je pač že odvisno od tega, kateri objekti se gradijo in pa pač v katerem okolju. Minimalna vrednost 41.000 je pa pač dejansko določena po ZGO-ju. Dostikrat so tudi investitorji že opazili, da je ta znesek premajhen dejansko za škodo, ki se lahko povzroči med gradnjo, zato navajajo že višje. Zdaj točno določiti, katera oziroma kakšna višina bi bila pa zadostna, je pa zelo težko, ker, kot sem rekla, imamo vsak projekt zase je poseben in pa je grajen na svojem okolju.
Odgovornost projektanta je odvisna v vsakem primeru od tega, ali je škoda nastala izvajalcu ali ne. Velja, da projektant odgovarja vsakomur za škodo, komur povzroči to škodo, tako da tudi v primeru, da je izvajalcu nastala škoda zaradi odgovornosti projektanta, torej zaradi napak v projektni dokumentaciji, odgovarja tudi izvajalcu. Seveda pod predpostavko, da so izpolnjene vsi 4 elementi odškodninske odgovornosti, ki jih določa obligacijski zakonik. Glede na to, da ZGO določa samo minimalni znesek, je dejansko ta znesek primeren v tistih primerih, ko ne gre za zahtevne gradnje, v ostalih primerih pa je ta znesek po mojem mnenju prenizek, vendar pa je vseeno določitev zneska odgovornosti projektanta odvisna od dogovora strank, tako da v praksi je praviloma dogovorjena višji znesek odgovornosti in glede na to, da zakon ne določa, kakšen je lahko maksimalen znesek, mislim, da je ureditev v zakonu ustrezna, da določa nek minimalni znesek, dogovor o višjem znesku pa je prepuščeno pogodbenim strankam.